Ponovadi je zelo sproščeno. Ja, neč bat. Okay. N1 podcast Suzano Lovec. Goran Dragič, srce bije? Bije, še zmeri. Moje to malo na nogomet se nanaša. Na nogomet se nanaša. Spremljaš? Spremljate? Spremljam. Sem bil tudi na tekmi Anglija, Slovenija, Srbija. Potem včeraj sem malo pogledal, pa že dan prej proti Angliji, tako da zdaj imamo naslednjega nasprotnika Portugalsko, tako da nestrpno čakamo to tekmo in verjamem, da bojo fantje naredili en dober rezultat. Goran Dragič, dobrodošli v N1 podcastu. Pozdravljam lepo tudi vse poslušalce in poslušalke, gledalce in gledalke. In pojasnilo, z mano je danes kot sovoditelj drugič v zgodovini N1 podcasta. Prešča zadnjič? Ni zadnjič. Martin Favčnik, odličen športni novinar in urednik spletnega sportkluba. Dobrodošel, hvala Martin, da si mi pridružil. Hvala, mi je res v čast. Ja. Zdaj, ko smo govorili o fuzbalu, ja. Vaš sin tudi trenira, ne, nogomet? Ja, Mateo trenira nogomet. Že od mladih nog je nekako nogomet mu bil bliže kakor košarka, tako da jaz ga 100% podpiram. Tudi moj prvi šport je bil nogomet, tako da mu gre pa kar super. Sem zelo ponosen na njega in bomo videli, kam ga bo to pripeljalo. Oba otroka trenirate, ne? Oba vosta na treninge? Ja, Viktorija Ripnič gimnastiko, tako da to je malo bolj zahteven šport, mislim, ampak igre kar super, je zelo, ko bi temu rekel, zelo rada hod, tako da je imela že par tekmovanj, se je zelo dobro odrezala in prinesla tudi domov kolajno, tako da zdaj pa čakamo še Mateja. Tako da pri fuzbalu, pri nogometu je pa malo drugačno. Vemo, v Ameriki, ko nekdo reče nogomet, vsi mislijo ameriški nogomet. Ne? Kako se je v bistvu v tem znašel? Pa moram reči, da se je zelo dobro znašel. Je pa res, da v Miamiju je to malo drugače kot po celi Ameriki, kajti s prihodom Messija je tudi nogomet zaživel v Miamiju. Vemo, da Miami je zelo raznovrstno mesto, imamo veliko vpliva iz Južne Amerike, predvsem Venezuela, Kolumbija, Argentina, Brazilija, tako da je zelo veliko ljudi, ki spremljajo nogomet in tudi vidimo, da predvsem te mladi fantje in dekleta grejo kar v ta šport. Prej, ko smo govorili v bistvu o nogometu, pa te euforiji, ne moramo mimo tega, da se ljudje spomnejo leta 2017, tistega nepozabnega Carigrada in liderske vloge Gorana Dragiča. Pa mislim, to je že kar nekaj časa od tega. Zdaj jaz zmeri pravim, jaz sem zmeri s ponosom igral za slovensko reprezentanco, za naš narod in to je bila samo, ko bi temu rekel, moja služba. Zdaj rabil sem nekaj časa, da prijem do tega, da postanem lider, da lahko igralce nekako smerjam na igrišču, ob igrišču. Je tukaj pa veliko faktorjev, ki so pripomogli k temu, kaljenje v Miamiju, igranje ob D-Wade-u, z Erik Spoelstra, sem se nekako naučil te vloge. Potem so pa tukaj še trener Igor Kokoškov, mislim, da je sestavil ekipco in ta sistem, ki je vsem ugajala, vsi smo se počutili dobro in na koncu tudi ta rezultat, ki je pika nej. Nekako ne moramo mimo tega, da vendarle ni bilo vaše poslanstvo samo na parketu. Zdaj, mogoče je malo manj znano dejstvo, koliko ste bili aktivni tudi pred tem, skupaj z Radosławom Nesterovićem, dejansko ste začutili, da je to ta reprezentanca, da je to ta generacija in da je to ta moment. Zdaj, če se vrnem že malo prej v preteklost, mi je res, prvo smo zbirali trenerja, ko sem zvedel, da bo Rašo nekako šel v to smer, da bo pripeljal Igorja Kokoškova. Sem jaz takoj začutil, da to bo pa mogoče malo drugače. Jaz sem z Igorjem sodeloval že od 2008 do 2011 v Phoenixu. On mi je bil dobesedno drugi oče in vedel sem, kako razmišlja, kako ima to nekako
kakšno vizijo ima za našo reprezentanco. Tako da vedel sem, da bo igro prilagodil mogoče malo drugače, ker v preteklosti je bilo vse bolj bazirano na obrambo. On je pa pripeljal to ameriško mentaliteto z napadom, s hitrejšo igro. In potem seveda tudi z Rašotom sva šla v Madrid, kjer smo se pogovarjali z Anthonyjem Randolphom. Kakor vemo, smo imeli težave na poziciji 4 in on je nekako bil še tisti zadnji mozaik, mislim, še zadnji tisti kamenček v mozaiku, da pripeljamo takšnega igralca in da naredimo en takšen rezultat. Tako da je bilo kar veliko pogajanj pred tem in na koncu smo uspeli sestaviti to ekipo. No. Mi vsi poznamo to zgodbo, ne? Tudi kaj je od vas terjalo kasneje, ne? Po tej zmagi, po tej euforiji, kakšen davek ste plačali v bistvu vi, osebno, telesno, psihično in vse to. Mislim, to je zgodba, s katero je Slovenija živela, ki jo gledalci in gledalke poznajo. Vsi smo jo nekako tudi ponotranjeni, vsi smo čutili z vami. Vi ste potem dali en intervju za sobotno prilogo Vesna Mile, ki je delala z vami, ki sem ga jaz, vem, še v prejšnji službi na glas brala pred novinarji, ker se mi zdi, da odraža v bistvu tega duha nekoga, ki je voditelj. Ne? Zdi se mi, da ste se s tistim intervjujem, s tistim, kar ste dosegli, ampak še bolj s tem, kar ste potem povedali, kar ste bili pripravljeni deliti z javnostjo, da se je takrat pokazalo v bistvu, da ste voditelj. Če si smem dovoliti, da malo pocitiram iz tega intervjuja, vi ste takrat v bistvu rekli, kje ste dobili to energijo, da niti ne veste, ampak da ta energija pride iz tebe, pride ven iz sanj, ki jih sanjaš toliko časa. Med drugim ste rekli tudi to, moment, ko ste bili vprašani, ko ste takrat Vladimirja Lučića tolažili, ne, ta slavna fotografija, ki je obkrožila svet, in ste vi rekli, ko sem po finalu videl Lučića, kako joka, mi je bilo iskreno hudo, ker sem njem videl tudi sebe in vse nas, ki bi lahko bili v njegovem položaju. Prišel sem k njemu in mu rekel, je svaka čast, kaj ste naredili, bodi ponosen na ta finale, bodi ponosen na to srebro, si še mlad, veliko imaš še pred sabo. To je ta empatija, ne, ki v bistvu jo imaš ali nimaš. Jaz, če vas vprašam, odkje to imate, vem, kaj boste rekli, ne, da so vam starši dali. Ja. Definitivno, mami pa oči. Je pa res, da pred finalom sem se tudi nekako zdal v obe situaciji. Če zmagamo, pa če izgubimo. Tako da jaz vem, da kot otrok, ko sem bil otrok 12 let in sem sanjal v tem trenutku, nekako se nisem predstavljal, kaj vse bom mogel dati skozi, da prijem do tega trenutka, in potem, ko je končno prišel ta trenutek, nekako ti ne znaš dati ven iz sebe, ne znaš uživati v tem trenutku. In takrat na vzven je vse lepo izgledalo, osvojili smo zlato kolajno, zdaj ljudje, ne vem, če vejo, meni je dedi umrl 5 dni pred evropskim, takrat je bila kar velika šansa, da ne grem, sem se pogovarjal z Rašotom in tudi z Igorjem. In rekli ste, da zaradi tega razmišljate, ali bi šli ali ne, ker tako čutite in ker so nekatere stvari večje od košarke. Tako, mislim, na koncu je to le šport. So večje stvari, družinske, ne bi temu rekel težave, ampak na koncu je življenje pomembnejše od košarke. Košarke je enkrat konec. Zdaj meni je bilo res v čast, da sem sploh lahko bil v tem svetu košarke, da sem lahko pustil ta pečat, ki sem ga. Je pa res, da enkrat je vsega konc. Tako da treba se nekako prilagoditi na življenje, na različne situacije. In takrat je bila tista situacija, da sem pač videl Lučića in sem reagiral tako, kot sem. Mislim, da mi je bilo zelo žal, ker sem ga videl tako, ker na koncu bi tudi jaz lahko bil v tem položaju. Ta izjava, ne, da so nekatere stvari večje od košarke, pa vemo, kaj vam košarka pomeni celo življenje praktično. Katere stvari, Goran Dragič, so še pomembnejše od življenja, večje od življenja? Če se nadovežem na to, zdaj čez kariero rasteš kot oseba, kot človek, tudi v življenju, in to je tisto, kar si še mlad in mogoče še nimaš toliko razširjenih obzorij,
se ne zavedaš. Potem pa, ker rata starejši, pa veš, da meni košarka je vse. Včasih sem razmišljal samo o tem in na koncu veš, da tako ni družina, hčerka, sin, brat, oči, mami, to je tisto, kar je najbolj pomemben. Ampak včasih se malo pozabimo na te stvari, smo bolj fokusirani na nekatere stvari, ki so ti v unem trenutku bolj pomembne, ampak na koncu vidiš, da ni to tako, da so te stvari bolj pomembne. In potem ti mogoče žal, da nekatere stvari nisi drugače naredil, da nisi bil bolj povezan, bolj odprt, da si nisi vzel več časa za take stvari in to je sestavni del življenja. Zelo lepo vas je videti tudi zasebno srečnega z novo partnerko. Moram reči, da vsi uživamo v teh pogledih na tem, kako lepo govorita eden o drugemu. Poroka na vidiku? Ne. Mislim, da oba dva sva imava dokaj, ko bi temu rekel, enako življenje. Gracie ima tudi 2 otroka, je ločena, tako kot jaz, tako da sva se najdla. Res, zaenkrat nam gre res super, ne pa razmišljamo o nobeni poroki, to je še vse sveže. Zdaj mislim, da v tem trenutku in tisto, kar je najbolj pomembno, so naši otroci. Jaz pa ona sva se pa najdla tako duhovno, ko bi temu rekel, ne vem, super nam je skupaj, no, zaenkrat, tako da je pa to še vse nekako prehmalo. Ampak ko govorite o novem življenju, vas je bilo strah tega življenja? Ja, definitivno. Mislim, zdaj moramo vedeti, da košarka je 30 let je bila na prvem mestu, mislim, del mojega življenja in potem kar naenkrat čez noč se to nekako ustavil, nimam več tega urnika, kakor sem ga imel že zadnjih 20 let, potem moraš najti sebe v drugačni luči, ampak sem zelo vesel, imam zdaj več časa za družino, nimam več, kako bi rekel, ta fiksni urnik, zdaj lahko urnik delam po svojih potrebah, po potrebah mojih otrok in to je tisto, kar me zelo veseli. So pa zdaj druge, ko bi temu rekel, moram najti druge animacije. Zdaj zelo dobro smo se vpeljali v to tekmo, ki smo jo zapakirali nekako, da gre veliko denarja v donacijo in to je tisto, kar me veseli, nekako, da vračam nazaj. Tudi v Memiju sem se z Gracie smo se vpeljali v Starfish Orphanage, nek program, ki nekako dajemo nazaj tem otrokom, ki prihajajo iz težkega okolja, ki nimajo starše. In to mi je nekako poslanstvo zdaj. Dobrodelnost, ne? Ja. Je pa res, da je privilegij si vzeti čas, razmisliti, kaj boš počel, kje boš. Marsikdo te priložnosti po koncu športne kariere nima. Je pa tudi ta tekma zdaj neka preokupacija, nek fokus, v kar vse dajete trenutno, skupaj z Matejem Avanzom. Ja, definitivno. Zdaj zelo, če pogledam nazaj, z Matejem smo prišli do te nekakšne vizije, da bi naredili to tekmo. Zdaj, če po prvič povem, jaz glih nisem bil neki, ne vem, ko bi temu rekel, 50% so bil ali pa ne, ampak potem smo se nekako odločili, da gre vse v fundacijo, mislim v dobrodelnost in nekako to me je nekako privlačilo, da naredimo to in zdaj na koncu je res ratel zelo velik projekt. Moram pohvaliti Mateja Avanza, Žiga Koščaka, Anjo, mislim vso celotno ekipo, ki jo imamo, da je res vse poteka, kakor mora. Imamo še veliko za postoriti, ampak smo na dobri poti. Draftali boste pa vi pa Dončić, če sem včeraj prav na Odmevih razumela? Mislim, to je želja, zdaj treba se še usedeti z Luko, zdaj vemo, da Luka je zaseden, da se mora fokusirati na državno reprezentanco, potem pa bomo videli, kako bo ta njihova pot potekala, če se bo seveda udeležili olimpijskih iger in bomo videli. Če ne bo Luka, bo pa nekdo drug.
Maksem pride do tega, da je konc kariere, se je treba odločiti. Ne? In tisto, kar se meni čez glavo vrti, je od Carigrada do tiste končnice lige NBA, ko se je izgledalo, da je vse v vaših rokah, da vse lahko. Kako je, ko pride nek moment, ko vendarle glava je mogoče celo še nad tem, Ja. pa vendarle telo ne da več. Si je težko priznati, reči, ne gre več. Ja, si je, mislim, v vsakem trenutku je težko priznati, da je zdaj pa konc vsega tega, ampak res jaz moram nekako, meni je bilo malo lažje, kajti jaz sem hotel več časa preživeti z mojima otrokoma, zelo veliko sem zamudil. Potem druga situacija je bila, da sem šel zdravniku v LA operirati moje koleno. Sem nekako upal, da bo prišla ta dobra informacija in na koncu je doktor rekel, da misli, da za moje zdravje, da bi mogel končati kariero. In na koncu od moje 2 otroka hočem biti še zmeraj aktiven z njima, še zmeraj, da lahko tečem, in to je tisto, kar je prevladalo na koncu. Dal sem 15 let življenja v NBA-ju, naredil sem vse, kar sem lahko, in to je to. Na koncu sem samo eno noč sem se dobesedno zbudil in rekel, to je to, konc. In ste mirni od takrat dalje, s to Ja, odločitvijo? ja, definitivno. Mislim, zbujam se brez bolečin, to je tisto, kar mi je najbolj, ne vem, Se zadnjih zbudite 10 let. z budilko ali brez budilke? Brez budilke. Brez To budilke. je tudi privilegij. Ne? Ja. Tako da imam ta že nekak urnik, ne. Ta mala 2 se zbudita ob 6 zjutraj, jaz z njima naredimo A pol je zajtrk. budilka. Ne? Ja, sam v bistvu sem že navajen. Ne. Je pa res, da vidimo, kako otroci rastejo, še posebej pri Mateju. Tu se zgodi, da zdaj malo dlje časa spi, tako da ja, Ker se najstništvo začenja. Ja. tako, ja. Goran Dragič, kje je dom? Vem, da ste ostajate v Ameriki, hkrati pa izražate neko željo, da se nekoč vrnete v Slovenijo. Ja. Ko sem jaz bila otrok in sva z bratom mojo mamo spraševala, kje je ona doma, ne, ker ni živela prej tam, kjer smo živeli, je ona rekla, dom je tam, kjer ste vi. Kje je vaš dom? Jaz bi se strinjal z vašo mamo. Dom je tam, kjer bosta moja 2 otroka. Tako da zaenkrat je to Miami. Zdaj Viktorija se je rodila v Ljubljani, ampak ko je bila stara mesec pa pol, 2 meseca, je prišla v Miami, tako da ona pozna samo Miami, Matejo tudi, tako da bomo pa videli. Življenjska pot je zelo neprevidljiva. Zdaj radi se vračamo v Slovenijo, je pa res, da ta mala pač sta si ustvarila življenje v Ameriki, imamo zelo veliko prijateljev tam, tako da zaenkrat je to Miami. Potem pa, ko bo 18 pa college, bomo pa videli, kam nas bo pot zanesla. Pa res, da je verjetno to tudi malo službo morebitno povezane. Tudi, ja. Javna skrivnost je, da Gorana Dragiča marsikdo vidi v Miami Heat, neki pisarni, v kakršnikoli funkciji. Je to še na mizi? Ja, na mizi, mislim, vsaj kukar je lastnik takrat poslal message, da je na mizi, ampak da moramo biti potrpežljivi. Zdaj vemo, da dosti ljudi je pod pogodbami, tako da bomo videli. Jaz imam odprte roke, si pa želim, da bi imel neko službo v Miamiju, še posebej iz Heat organizacijo, kajti preživel sem 7 let najlepše kariere v Miamiju. Vsi ti ljudi so mi zelo veliko pomagali, imam zelo dober odnos z njimi, tako da definitivno bi si želel, če je to le možno, da pristanem v njihovi organizaciji, in tudi za življenje bi mi olajšal veliko stvari, kajti bil bi blizu družine. Bi se kdaj v prihodnosti videl tudi v slovenski košarki, v kakršnikoli vlogi? Ne. To pa ne, to pa iskreno povem zato, kajti mislim, da še posebej slovenska mentaliteta v športu, da je zelo veliko ljudi, ki ne delajo v dobro košarke in nekako zmeri se kregajo, mislim, ni tega, ko bi ti
celote, da vsi delajo za dobro košarke, ampak zmeraj se kdo najde, ki nasprotuje in nimam energije za take ljudi. Ravno to sem hotel vprašati. Če je bila energija spremeniti miselnost in kolajno vzeti, tukaj pa ni? Ne. Tudi ne vidim se v tem, da bi delal. Predvsem z vidika tega stališča glede ljudi, ki mogoče imajo drugačno vizijo kot jaz. In to se je zelo dobro videlo pri Rašu Nesterviču. Tako da ne. Obžalujete, da ga ni več? Jaz osebno zdaj vsi bojo rekli, da sem jaz zelo dobra prijatelja, ampak če pogledamo samo ta ciklus, ki je bil na čelu zveze, kaj vse je uspel narediti, odkar je on prišel na čelo, nobenih odpovedi ni bilo, vsi so prišli igrati, podpisali, naturalizirali smo igralca, osvojili kolajno, pripeljali trenerja. Vem, da vsake ene dobre zgodbe je konec, ampak mislim, da je to velika izguba, da ni ustal. Oprosti. Ko govorimo o vaših dosežkih, o tem, kjer ste zdaj, tudi o tem liderstvu, ki smo ga že načeli, pa še ga bomo čez ta pogovor, naj se je treba zavedati, ko govorite vi o Rašu Nesteroviču, je bil on nekdo, ki vam je bil vzor, ko ste bili majhni, ki se vam je podpisal in ki ste, kot ste rekli, do 20. leta v bistvu imeli ta njegov podpis spravljen oziroma nalepljen. Skratka, rada bi zaobsegla to izgradnjo nekoga, ki ni imel samih uspehov, ki je bil včasih tudi na dnu, ki je bila recimo prva sezona v NBA-ju katastrofa. Kako človek, športnik, dozori ne samo po športnih uspehih, ampak tudi dozori kot človek. Zdaj, kako se je vam to zgodilo? Nekaj seveda prinesejo leta pa izkušnje, nekaj nam dajo starši, vi jih pogosto omenjate. Če smem pocitirati še iz tega intervjuja, slavnega, vi ste takrat rekli, samo to bom rekel, moj oče je rojen v Bosni, prišel v Slovenijo, ta ga je sprejela, dobil je potni list, spoznal mamo in tukaj ostal. Vemo, kaj se je dogajalo med zadnjo vojno. Mislim, da je Slovenija begunce iz Bosne takrat lepo sprejela. Podobno je bilo takrat, ko so bile poplave v Bosni in Srbiji, ko smo se povezali vsi nekdanji v Jugoslaviji. Tudi zdaj bi se morali povezati, da rešimo begunsko vprašanje. In tukaj so stvari, ki gre v bistvu človeku dobesedno mravljinci po hrbtu. Vzgojen sem bil tako, da spoštujem različne veroizpovedi, različne narode, rase. Zame ni važno, koga verjameš, kakšne barve je tvoja koža, od kod prihajaš, vidim samo eno. Ali si dober človek, ali si slab. Hočem reči, mnogo je bilo poti, po katerih bi lahko zavili. Lahko bi bili tudi uspešen športnik brez tega, da ste se zgradili v nekega voditelja, pa brez tega, da ste se zgradili v človeka, ki javno te stvari pove. Se vam zdi s to odgovornostjo, ki jo imate, kot uspešen, prepoznaven, kot zvezda, da take stvari tudi javno poveste? Na koncu mislim, da je to zelo pomembno, kajti zdaj, jaz sem imel zelo lepo otroštvo, tudi moja oba starša sta me zelo lepo vzgojila in imeli smo tudi težke trenutke, ampak na koncu potoval sem veliko po svetu, imam veliko prijateljev iz drugačne kulture, drugačne veroizpovedi, imajo drugačen barvo kože in na koncu vidiš, da smo vsi isti, da imajo vsi svoje težave, da imajo vsi svoje probleme in na koncu to res mislim, ali si dober človek ali pa slab. Mislim, da zdaj je zelo težko tukaj, vsi vejo, da sem jaz pravoslavne vere, sem se rodil v Sloveniji, Slovenija je moja država, prijo po ljudje, ki pa pač jim to ni všeč. Recimo vi pogosto rečete, sem Slovenec, seveda mama je Slovenka, oče je pač Srb iz Bosne, ampak recimo nedavno je blazno razburila nekatere Slovence vaša izjava za srbski portal, da ste Srb. Meni se to ne zdi kontradiktorno, da rečete, da ste Slovenec in Srb. Se vam zdi? Da, meni osebno ne, kajti jaz ne gledam na to. To zdaj ne pomeni, da ne vem, zdaj pa jaz imam Srbijo rad, pa bom šel igrati za Srbijo. Ne, moja država je Slovenija. Jaz sem tukaj odraščal, Slovenija mi vse dala, tukaj sem naredil šolo, tukaj so moji prijatelji. Se pa zavedam, iz kje prihajajo moje korenine.
tako iz očetove strani, Seveda. kot iz mamine. Tako da jaz sem zelo s ponosom igral za Slovenijo, zmeraj sem se udeležil vsa prvenstva, če je bilo to le možno, nikoli nisem skrival, zmeraj sem se boril 100%. In če to nekaterim ljudem ni dokazilo, da res živim tukaj za Slovenijo, ne vem, to je njihov problem. Jaz njihovo mnenje ne morem spremeniti. Jaz vem, iz kje prihajam, kaj sem dal. Zdaj, mislim pa, da vse, kar se je zgodilo v preteklosti, da moramo dati času čas. Zdaj, veliko ljudi so bili nekako kako bi to rekel, so imeli težke trenutke s to vojno, tudi moj oče, in nekako jaz se spomnim, kot otrok 5-6 let, da smo živeli v 30 kvadratih in moj oče je imel nočne more, njegov brat je že v Bosni, mami oče, jaz se to spomnim, kad je bilo včeraj, tako da mislim, da ta vojna nobenemu ni dobro prinesla, veliko ljudi je izgubilo življenje, in ne vem, zakaj se to treba še zmeraj nekako ponavljati. Mislim, da kar je bilo, treba nekako delati proti nacionalizmu, ne? Opozarjati na to, da v bistvu imate rad svoj narod, ampak ne sovražiti drugega. Ne? Tako, ja. Na koncu nismo edini narod, ki se soočamo s tem. Tudi v Ameriki je tako, pa v Aziji, pa v Afriki. Mislim, ne vem, to je nekak standard, ne vem, človeške glave. Bolj stremimo proti negativizmu, kot pa proti pozitivni miselnosti. In športniki verjetno imate tukaj, znani športniki, uspešni, tisti, ki ste zgled, veliko možnosti, da ravno spremenite stvari na boljše. Ne? Čeprav se šport večkrat zlorablja za neke nacionalistične težnje, ste ravno športniki po drugi strani tisti, ki lahko to spremenite oziroma opozarjate, tako kot vi opozarjate. Tako, ja, in mislim, predvsem iz tega vidika, kaj ti športnik, ki priješ v nekakšno ekipo ali pa če je to individualni šport, ti si obkrožen z ljudmi, ki prihajajo iz drugačnih držav, ki imajo drugačne poglede, ki imajo drugačno vero in na koncu vidiš, da smo vsi enaki. Da res ni, da oni mogoče imajo drugačne, kako bi temu rekel, beliefs, ampak na koncu vsi stremimo k boljšemu življenju, da imamo dobre sosede, da imamo dobro družino, da se dobro razumemo in mi ni važno, iz kje prihajaš, kakšno pot imaš, katero vero imaš, tako da to je, moram pa povedati, da pa tudi razumem, da kadar so vojne v igri in kadar izgubiš nekoga, ki ti je blizu, potem je to zelo težko tudi spustiti. Mislim, obe strani je težko. Nekaj bi tukaj še iz zgodovine vprašala, pa tebi predam besedo za nekaj časa. Pred 6 leti ste v bistvu dobili z bratom odlikovanje Njegoša prvega reda in medaljo za zasluge. Skratka, bili ste pri Miloradu Dodiku, vidva z bratom sta nekaj dni po prejemu odlikovanja časopis Večer se odzvala, jasno postavila stvari v kontekst, namreč Milorad Dodik je takrat ravno na dan odlikovanja pozval k razveljavitvi poročila, da se je v Srebrenici leta 1995 zgodil genocid. Vidva z bratom sta v bistvu zelo ostro povedala, da sta zavrnila kakršnokoli politično povezavo, še enkrat povedala, da v bistvu vajina dejanja v preteklosti so pokazala, da sta velika nasprotnika kakršnakoli nacionalizma in da sta bila tudi vidva vzgajana tako, da sprejemata in spoštujeta vsakogar. Če zdaj pogledate nazaj, takrat je bilo zelo veliko o tem pisano kritike, bi se zdaj, če pogledate nazaj, izognili v bistvu temu dogodku? Ne, niti ne. Kajti jaz sem takrat prejel to nagrado, predvsem z tega vidika, ko smo pomagali poplavam. To je bila dobrodelna akcija. Veliko smo pomagali ljudem, ki so bili na tem področju Bosne, Republike Srpske in Federacije, so izgubili veliko domov,
Tako da, jaz se ne strinjam z Dodikovo politiko, niti ne, jaz sploh nisem politik, tako da se ne spuščam v te situacije. Je pa res, da to je bilo takrat mišljeno samo iz tega vidika, da sprejmemo to nagrado. Zdaj, ljudje si bojo pa seveda, vsak v svoji glavi si bo pa naredil zgodba, kako pa kaj, je kar je. Jaz sem šel zaradi dedija to narediti, to je to. Zelo veliko se govorimo okoli te odgovornosti. V katerem momentu ste se vi začeli zavedati, ok, nisem samo košarkar, ampak je pomembno tudi, kaj povem, kaj naredim zunaj dvorane, ker to več kot odlično počnete, no, če smem reči. Pa ne vem, to je zelo dobro vprašanje, niti sam ne vem, kdaj je. No. A je bilo takrat pri zadevi trenerkarji? Vsi se spomnimo tiste vaše fotografije na Twitterju, ne? Skratka, kako je tako imenovani Tomaž Majer na spletni strani SDS-a označil nekatere volivce kot tiste, ki hodijo v trenerki in imajo na rokah številko, za koga morajo glasovati. Ste se vi odzvali zelo inteligentno, skratka, stali ste na hodniku hotelu številko na roki in v trenerki, in ste rekli, zdaj grem volt, čeprav v bistvu niste šli, ne? Ne, ker sem bil v Ameriki. Ampak je to ena od teh stvari, ker ste v bistvu prepoznali, da morate nekaj reči, ste spoznali ta nacionalizem, ki ga je treba nagovoriti in razkrinkati. Ja, definitivno. Mislim, že ko sem bil v osnovni šoli, imam priimek Dragič, sem Naič in sem tudi izkusil na moji koži, ki je bila, ne bomo o imeni govorili, profesorica, ki je imela zelo veliko proti nam, proti Naič. Jaz sem to že občutil v osnovni šoli, ampak nisem razumel tega, zakaj zdaj se to dogaja meni. Moja mama je Slovenka in ona ni vedela, da je moja mama Slovenka. Moja mama je prišla v šolo in je bila v šoku. Ampak hočem reči, da takrat mislim, da ni treba deliti ljudi, a si Naič ali si pa nisi. Vsi smo mi za nekoga Naič. Tako, kamorkoli prihajamo prej je bila skupna država Jugoslavija, smo se vsi dobro razumeli, potem se je zgodilo, kar se je zgodilo. Zdaj, na koncu ljudje grejo za boljšim življenjem, večinoma Bosancev, Srbov, Hrvatov so prišli v Slovenijo, kajti niso hoteli biti del vojne in to je to. Mislim, da so tudi oni pripomogli k temu, da se naredi država. Delali so za Slovenijo v drugačni obliki. Mislim, da meni to ni v redu, da se zdaj nekako govori, te so Naič, te so Slovenci, te so begunci iz druge države, na koncu so Ukrajinci zdaj, ne vem. Ko si rekel Jugoslavija, nekako ne morem mimo tiste fotografije, ki je takrat v Bablu nastala, ko ste v bistvu za isto mizo sedeli Hrvat, Bosanc, Slovenca. Kako je do tiste fotografije pravzaprav prišlo, ki ima tudi v bistvu neko močno sporočilno vrednost? Ne? Ja, to prije do takrat, ko vidiš, da ko si v drugi državi, ki je drugačna kultura in mogoče nimaš toliko blizu kulturo z njimi, kakor pa s Hrvati, z Bosanci, Srbi, z Makedonci. In na koncu vidiš, da mi prihajamo iz istega ozemlja, imamo isto kulturo, iste navade. In za nas, košarkaše, športnike, to ni nekaj nenavadnega. Zdaj, če se jaz družim s Hrvatom ali pa Srbom, ali pa to so naši ljudje, jaz ko gledam to. In mislim, da šport nekako ne naredi teh zidov med ljudmi, ampak jih vse skupaj spravi. In točno takrat v Bablu smo bili, jaz, Luka Čančar, potem je bil Marjanović, Bogdanović iz Srbije, potem je bil Jusuf Nurkić iz Bosne, iz Hrvaške je bil Zubac. Mislim, to so vsi fantje, ki prihajajo iz različne države, ampak njihovi predniki smo bili pa v isti državi. Teh fantov, da ne rečem, vsi bodo tudi na tej poslovilni tekmi plus nekaj velikih zvezd. Kolikor vem, ste vsakega posebej poklicali, je pri kakšnem ste imeli sploh občutek, potrdil je, to pa je neko priznanje, v končni fazi tudi za
vašo kariero? Ja, definitivno. Mislim, pride Steve Nash je potrdil, Chris Bosh je potrdil, Luis Scola, Leandro Barbosa, Luka, Nikola Jokić, Nikola Vučević. Zdaj poklicali smo tudi Bojan Bogdanovića, ampak nažalost ne bo prišel, ker je imel operacijo. Tako da je dost ljudi, ki nekako bodo prišli, potem Kevin McHale pride, Dejan Bodiroga, vsi slovenski reprezentanti, zdaj čakamo še Janisa. Tako da definitivno mi to zelo veliko pomeni, da se take imena so se odzvali, da bodo prišli in na nam je pa, da jim pokažemo to našo lepo Slovenijo. Večinoma igralcev, še posebej iz Amerike, sploh ne vejo, kje smo in zdaj imamo to čas, da bodo prišli in da jim pokažemo. V Slovenijo odhajate in se vračate, zdaj koliko let je že od tega, pa se spreminja vmes, no? Spreminja se Ljubljana, spreminja se država, spreminja se verjetno tudi mentaliteta. Kaj so mogoče tiste glavne spremembe, ki jih vidite, pa a gre se ne boljšno, po domače vprašanje? Ja, jaz mislim, da gre. Zdaj, to je zelo težko, meni je to zelo težko povedati, zato ker res ne živim tukaj, sem odsoten 9 mesecev. Tako da jaz mislim, da to najbolj ljudje vidijo, kjer živijo tukaj in vidijo te spremembe. Zdaj jaz prijem za tista 2-3 meseca, zdaj vidim samo spremembe na vzuni, kaj se kaj zgradi, koliko se Ljubljana polepšala. Zdaj kvaliteto življenja pa glih ne morem komentirati, kaj ti nisem tukaj. Ampak ne, mislim, da imamo to. Slovenija je zelo lepa država. Mislim, da je izmed lepših na svetu. Mislim, da je zelo lepo, da je zelo čista, da imamo dobre pogoje za življenje in še posebej zdaj to vidim v Miamiju, v Ameriki, te večja mesta grejo samo na slabš, zelo veliko brezdomcev, politično je zelo nestabilno, tako da Ja, ampak po drugi strani pa recimo ob tej tekmi, ki bo, sodelujete s projektom Botrstvo v športu, torej za socialno ogrožene mlade športnike. 80% bo šlo za njih, 80% da bi se vašo fundacijo z vašim imenom tudi za dobrodelne stvari. Ampak kako zelo smo pa kot družba v bistvu zašli, da potrebujemo tak projekt in ga potrebujemo? Razmišljate kdaj o tem? Pa ja, definitivno razmišljam, kaj ti, če ne bi razmišljal o tem, ne bi niti šel v ta projekt. Mislim, da prvo moram reči, da šport je rado zelo drag. Ne samo košarka, tenis, vsi športi so šli gor zdaj. In nekako je, mislim, da v preteklosti, da so predvsem otroci, ki izhajajo iz teh družin, ki nimajo veliko denarja, da so nekako imeli večji pristop do športa in na koncu, če samo gledamo statistiko profesionalnih športnikov na svetu, izhajajo iz družin, kjer nimajo veliko. Kajti to so njihove sanje, to je njihova borba, tako se vidijo, da pridejo iz tega ven. In zdaj pa to nekako teži, kajti športi so postali dražji, ne morejo si toliko privoščiti in glih iz tega smo šli v ta namen, da nekako pomagamo tem mladim športnikom. Mislim, da je botrstvo v športu že zelo dobro delajo, so nekako priznani v Sloveniji in glih iz tega vidika smo se odločili, da bomo sodelovali z njimi. Potem 20% gre v Goran Dragić fundacijo, ta denar bo šel v prenovo igrišč, za športnike invalide, za razne projekte, ki jih imamo v načrtu za prihodnost in to je tisto, kar me zelo veseli, da nekako te spoznanstva, ki sem jih naredil čez celotno kariero, da jih lahko pokličemo, da naredimo skupaj eno lepo zgodbo in da je vse transparentno in da gre vse 100% tega, kako bi rekel, izkupička v dobrodelnost. Jaz bi tukaj malo pozvala tudi mlade, zdaj se začenjajo počitnice, da naj čim več svojega časa poleti preživijo na igriščih in družbo naj bodo ta igrišča odprta za vse, ne se jih ne zapira, v bistvu naj bo odprta, ker šport dobesedno včasih rešuje življenja teh mladih. Ja, jaz se strinjam. Mislim, da
Šport je, kot smo že prej omenili, šport je neka, ko bi rekel temu, dejavnost, ki ne povezuje ljudi po celem svetu. Že samo, že naprimer vzamemo evropsko prvenstvo v nogometu, vidiš ene lepe posnetke, kako se navijači družijo, pa prihajajo iz različnih regij, iz različnih držav. In to je tisto, kar je zelo lepo. In tudi mislim, da športi da neko izobrazbo, predvsem iz tega vidika. A veste, Martin je bil pred 2 letoma gost tukaj, tlej sedel, kjer zdaj vi sedite, in bil moj gost tukaj v enem podcastu, in on je rekel eno ful lepo misel, ki mislim, da tudi naslov tega podcasta. Se spomniš, kaj si rekel? Dragič in Dončić nas vse delata boljše. In to je to, ne? To je bilo po uni tekmi v Trstu. Dejansko ko se je čutilo neko brbotanje, in to je ta pozitivizem. No? Ker verjetno zato sem tudi malce prej spraševal, dejansko je v družbi toliko enega negativizma in ga čutite, no, tu v Sloveniji. To v bistvu stalne delitve ga čutimo, ampak zdaj mislim pa, da je zelo pomembno, ali ga sprejmeš ali ne. Tako da predvsem te mlade treba naučiti, da vsak ima svoje mnenje, ampak na koncu lahko vsak tudi naredi neko boljšo stvar. Ta negativizem spreobrne lahko v pozitivnost. Vsaj tako sem jaz gledal čez celotno mojo kariero, kot sem učil v NBA, je bilo zelo negativnega, prehmal je šel, ni dovolj dober. Jaz sem to vse nekako spreobrnil v mojo miselnost, da bom dokazal tem ljudem, da se motijo. In to mi je nekako gnalo za naprej. Je pa res, da je veliko prisotnega tudi ne samo v športu, nasploh v naši družbi. Ne vem, zakaj. Je najtežje ostati čez celotno življenje pozitiven. Kaj ti imaš toliko preprek v svojem življenju, vsi te dol vlečejo, pride kakšen čas, ko se kaj zgodi, ko te mogoče zaznamuje, pa se ne vidiš poti iz tega ven in na koncu že samo glava po naravi je negativna. Imaš te misli, ki te mogoče zmeri vlečejo nazaj. In to je tisto, kar treba spreobrniti v svoji glavi, da ne glede, koliko je težek trenutek, da se prvo nekako umiriš, rečeš, to je sestavni del življenja, zdaj pa gremo probati to spreobrniti in prijeti ven iz tega. Tako da, jaz lahko iz mojih izkušenj povem na terenu, potem v osebnem življenju, ločitev, vse to je del življenja, ki ti zaznamuje in na koncu lahko zaideš v slabo pot ali pa se rešiš iz tega in greš naprej. Znali vedno otroke zaščititi pred tem, ravno pred tem v bistvu negativizmom, pa po drugi strani omenili ste ločitev, jasno, vsi mediji so o tem poročali, pa vendarle otroci so pa nekaj svetega pri vas vedno bili. No, v bistvu. Ja, nikoli nisem izpostavil jih v medijih, tudi bivša žena Maja nikoli ni bila v medijih, tako da probali smo zaščititi. Zdaj mislim, da je to na njima dvema, da se odločijo, če hočejo biti medijsko izpostavljeni ali pa ne. Mislim, da to ni fair do njih, da bi jih že zdaj izpostavil. Je pa res, da ločitev ni bila lahka, tako za njih dva, tako kar za meni in za Majo, se je zgodil pač, ampak mislim pa, da moramo gledati v tej smeri, če ne bi prišlo do tega, mogoče ne bi bilo tudi dobro. Tako da vse strani smo zdaj srečni, se dobro razumemo, ta mala dva sta v redu, delamo za njihovo dobro in pač to je to, ni bilo, ko že Američani rečejo, meant to be, in tukaj smo. No. Ja, obstajajo tudi srečne ločitve, tako da čestitke. Če en krog naredimo, kaj piše na hrbtu od sina nogometaša, kakšen priimek je? Dragič. Tudi bivša žena Maja ima še zmeraj priimek Dragič. Ne, vprašanje je šlo v drugo smer. Zadnji Č. Zadnji Č. Suzana, ne vem, če veš, Goran Dragič je prvi v zgodovini lige NBA, ki je imel na hrbtu. Kako je pa v bistvu do tega prišlo? Ne? Jaz sem prišel na trening,
V Phoenix Suns je prišel ta equipment manager za opremo, je prišel do mene in je rekel, katero številko bi imel rad na hrbtu. Sem rekel številko 2, preimk Dragič, sem rekel, samo malo, a lahko damo mehki čo? Je rekel, ja, lahko daš kar hočeš. Sem rekel, no, jaz v pasu šum tako, hočem da je tako in jaz sem bil prvi, prej v preteklosti so vsi imeli CH, ne? In jaz sem bil pa prvi, ki je do mehki če in danes smo jo vsi. Si tudi MVP, ne? Tudi MVP, tako in bodoči MVP. In bodoči, ja. Glede na to, da ste znani, slavni voditelj in tako naprej, a vas politika pogosto vabi v svoje vrste? Ne, pa tudi. Mislim, naredil sem eno napako, ki se zelo, ne vem, takrat smo se slikali za Desus, pa v bistvu je bilo to. Torej, Karel Erjavec, Zoran Janković, vi, Saša Dončić je takrat kandidiral za Desus. To bi vzel nazaj. To bi vzeli nazaj. Ja. Povejte, zakaj. Pa zato, ker mislim, da nisem tak človek, da se spušča v politiko. Tudi me ne zanima, pa tudi nimam dovolj velike širine, da bi kaj se poglabljal v tem razpravljal. Tako da, zdaj, če bi me ta stvar zanimala, bi se tudi, kaj se učil v tej stvari, ampak me ne. Tako da, to bi din vzel nazaj. Se vam zdi, da ni bilo to vaše, tam, da ste bili na tistem dogodku? Ja, ampak iz napak se učimo, tako da, evo, zdaj javno bi rekel, da bi vzel nazaj, ampak je, kar je. Še kakšna poteza, za katero bi rekel, evo, to pa ni Goran Dragič. Ja. Pa jih je bilo neki 100%, zdaj iz glave, kaj. Mogoče bi reagiral bi drugače, ne vem, kako. Nekako sem bil zmeri na bojni nogi z Juretom Zdovcem, ker se nisem strinjal, kako on gleda filozofijo košarke. In zdaj, če pogledam nazaj, bi rekel, da sem se jaz motil, da jaz nisem sprejel njegov način vodenja. In to je tisto, kar bi lahko zdaj javno. In z Juretom sem tudi sedel in mu rekel, da sem nekako narobe razmišljal in bi vse, kar sem rekel, in mogoče bi nazaj vzel in se upravičil. To je tisto, kar mogoče, ker sem bil mlad, pa nisem razmišljal bolj širše. Govorimo o tem obrambnem podarjenju obrambe ali o strogosti. Nisem bil 100% v tem, nisem se strinjal z njegovimi metodami, potem nekako sem bremzel, nisem se odprl, nisem sprejel način njegovega vodenja in to je tisto, če si kapetan ali pa če si lider, mislim, da to ni pravilno, da bi mogel malo bolj biti odprt, ne. Omenili ste prej sami politiko, pa ta dogodek, na katerem so bili omenjeni. Se pa tudi ljubljanski župan Janković pogosto rad fotografira z vami, rad ima vašo podporo in tako naprej. A je tudi tukaj kakšen zadržek oziroma kdaj pomislite na to, dobro, vem, da ne živite tukaj, ampak tudi tukaj je kar nekaj stvari, ki je spornih. Recimo Ljubljana postaja lepo mesto, ampak po drugi strani postaja tudi mesto, ki je bolj za bogate, kjer ljudje iz enosobnega stanovanja praktično težje živijo, kot so. Ne obstajajo tudi neke pri vodenju občine, neke take poteze, ki jih lahko vidimo kot nedemokratične. Obstajajo neki seksizmi, obstajajo afere, obstaja afera farmacevtka. A čutite kdaj, da bi se v bistvu, ko se fotografirate z njimi ali pa on z vami, da bi se distancirali od določenih njegovih potez? Ne, predvsem iz tega vidika, kaj ti mislim, saj tako, kar ga jaz osebno poznam, mislim, da je dober človek. Je pa res, da, tako kot sem rekel, politika, tukaj je veliko v zadju, ki jih jaz ne razumem in se ne vpletam. Vem pa, da za mene osebno je on veliko pomagal, za šport veliko, da mislim, da Ljubljano je lepšo naredil. Zdaj cene so, to se strinjam, cene so nenormalne, mislim, da bomo malo blizu, kot je v Miamiju, ampak tako je. Zdaj na koncu podporo ljudi, ki jo ima, bi ga lahko že zamenjali
Ne, na koncu meščani. Ja, Levica ga izvoli. Hočem reči, ta ista Levica, ki v bistvu je proti seksizmu na načelni ravni, ki je proti tem aferam, to imate prav, njega še vedno isti izvolijo, ampak verjetno, hočem reči, so pa neke poteze, ki so pa tudi vredne, da se na nje opozarja in da se z njimi ne strinjamo. Martin, imaš ti še kaj, kar jaz imam za konec eno tako... En tak zaključek te naše debate. Jaz se dotaknil res za konec, preden ti pripustim, brenda Goran Dragič. To je dejansko nekaj pomeni. Pa ne vem, to morate... Jaz mislim, brand, ampak to najlažje je to. Mislim, da če že govorimo o brandu, največja pohvala je to, da drugi ljudje govorijo o tem brandu, kako pa kaj, pa mislim... Brand, nikoli nisem mislil, sploh nisem šel v to smer, da bi delal brand Gorana Dragiča, ampak da pomagamo ljudem, da pomagamo otrokom. Tako da to je tisto, kar stremim k temu. Zdaj ta kemp, nikoli si ne bi mislil, da bo toliko eksplodiral 10 leto, ga zdaj imamo že res v 5 minutah ga napolnimo. In to je tisto, kar mi da energijo, da se imajo tam mali dober, da iz tega kempa se nekaj naučijo. Ni samo košarka, mi jih zelo veliko poučujemo v tej smeri, da bodo pozitivni, da ne glede s kje prihajaš, da smo vsi isti in take stvari. Tako da zdaj brand, ne vem. To ne ljudje govorijo. Ima definitivno težo. Za zaključek, veliko smo vaše otroke omenjali, čeprav jih ščitite. Vaša otroka sta približno toliko stara kot moja otroka in približno toliko stara kot tvoj otrok. Veliko razmišljamo verjetno kot starši, pa tudi če ne bi bili starši, o svetu, ki ga bomo predali našim zanamcem. Vem, da tudi vi o tem veliko razmišljate. Vem, da tudi razmišljate, ker javno govorite o tem, recimo, da svoja otroka želite vzgajati na način, da se zavedate, da to, kar imata zaradi vas, da to ni samo po sebi umevno, da jih peljete v Koseze, da jim pokažete, mi smo tle živeli v enosobnem stanovanju. Radi bi, da se zavedate, da stvari ne pridejo in da niso vsi v bistvu enake sreče. V filmu Interstellar med zvezde je en stavek, ki se mi je pred leti močno usedel. We're just here to be memories for our kids. Once we're parent, you're the ghost of your children's future. Torej, zdaj smo tukaj zato kot starši, da bomo nekoč spomini za naše otroke. Ko si enkrat starš, postaneš duh prihodnosti svojih otrok. To so eni zelo močni stavki, ki v bistvu se jih da na več načinov razumeti, ampak lahko jih razumemo tudi na način, da vse, kar mi zdaj delamo, vpliva na prihodnost naših otrok in v bistvu so samo oni v prihodnosti pomembni, nas ne bo več. Goran Dragič, če pogledate naprej, v bistvu, kakšen je ta svet, kako ga popraviti, kaj bi vi popravili v svetu in kaj bi predali in česa ne bi predali našim otrokom? Kaj si želite v bistvu za prihodnje generacije in na kaj lahko vplivamo? Ja, ta svet je zelo velik pasti, zelo velik sovraštva, zelo velik ljudi, ki te hoče izkoristiti, ampak na koncu mislim, da je najbolj pomemben, kako ti vzgojiš svoje otroke, kakšne vrednote preneseš na njih, kaj ti, če to nekako jim daš, potem tudi, ko bodo prišli do te točke, ko morajo nekaj narediti, da bodo naredili dobrega ali slabega, se bodo preodločili za dobro stvar, kaj ti to imajo vse, to vejo, kaj prav, kaj ne. Je pa res, da današnji svet, še posebej internet, naše otroštvo je bilo čisto drugačno. Smo imeli samo žogo na igrišču, zdaj pa naši otroci se pa soočajo z velikim pastmi, še posebej iz tega vidika, da spremljajo zelo veliko drugačne trende, potem je zelo veliko samo govora o denarju, v bistvu vrednote grejo v drugo smer. Jaz osebno glih to hočem nekako doseči pri mojim 2 otrokoma, da
Jaz jim bom vse dal, kajti to sta moja 2 otroka, jaz jim želim najboljše. Je pa res, da hočem pa, da dobijo to mentaliteto, to lačnost, da si tudi nekaj sami ustvarijo. To, kar sem jaz imel. In zato jih tudi rad zapeljem koseze, pa pokažem Mateju pa Viki, da smo živeli v 30 kvadratov, da nismo imeli bazena, da nismo imeli privat šole, da nismo imeli to. In da vsi otroci na svetu nimajo istih pogojev. In da nekateri trpijo, nekateri ne bojo prišli ven iz tega. Da ni to samoumevno, kaj imajo oni. In mislim, da je to zelo pomembno, da jih to ozaveščam, da vejo, da to, kar imamo zdaj, da se nismo rodili s tem, ampak da smo trdo delali in na koncu seveda moraš jim postaviti njihove cilje. Mislim, narobe sem se izrazil, moraš jim pokazati pot, kako priti do svojih ciljev. Seveda, na koncu bo pa oni odločili, kakšne cilje bo imeli. Skratka, da so tudi ljudje, ki nimajo enako kot mi, ki niso enaki kot mi, ki so drugačni. In da sprejmejo vse. Povsem enako vredni kot. Tako. In da sprejmejo vse ljudi, eni imajo več, eni manj, da so od vseh dobri, da so od vseh spoštljivi. To je tisto, kar jim lahko nekako, bi temu rekel, inštaliramo v mlajših letih, da so lahko potem, ko prije ta trenutek, da lahko pravilno izberejo. Zdaj bojo tudi dosti napak, iz napak se učimo, tudi jaz osebno sem naredil dosti napak, ampak na koncu koliko lahko pomagaš drugim, koliko lahko nekako živiš ta moto življenja, da si od vseh dober. Če boš ti dober, bo tudi ostali tebe tretirali dobro. Okay, najlepša hvala. Lepo piko, ja, lepo piko. Martin, najprej hvala lepa tebi, ko si danes prišel. Upam, da še kdaj. Tole bo težko preseči. Ja. In Goran Dragič, hvala lepa za gostovanje v enem podcastu in za vse, kar ste povedali. Z Martinom se pa poznamo že vrsto let. Ja, malo sta se vikala, malo sta se tikala. Ja, se oproščam glede tega. Goran Dragič je meni postavil težavo, ker ko ti enega športnika začneš spremljati, ko pride nek mulc, ko nekdo reče pri Spasoju Todoroviću, pa nek res nadarjen, pa potem narediš pogovor z njim v zaključku kariere, ko ima že kakšen siv las, potem veš, da si tudi ti kot novinar že star. Hvala. Hvala lepa še enkrat. Hvala.